SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Dobrodošli, spoštovane in spoštovani, na tretjem panelu današnjega festivala podjetništva, na katerem bom skušal s svojimi čudovitimi gosti nekako pogledati, kako je v Sloveniji, kako mladi v Sloveniji doživljajo podjetništvo in seveda računam na neko navdihujočo razpravo. Gostov imam precej, največ danes, časa relativno malo, tako da bomo kar začeli in mogoče za začetek in ogrevanje eno vprašanje za vse enako. Kako gledate na Slovenijo? Zdaj dokazali ste se na različnih področjih in po vaših takšnih in drugačnih izkušnjah. Je Slovenija prijazna mladim podjetnikom? Zdaj v videu smo videli, da Slovenci cenimo podjetnike. Kako pa je z druge strani? Cenimo mladi podjetniki tudi Slovenijo? In pa še mogoče podvprašanje, je bil kdaj trenutek v vaši karieri, ko ste si zaželeli, da bi začeli nekje drugje, morda da bi se rodili 150 km bolj severno? Pa bom začel tukaj pri tebi, Kristina, izvoli. En lep pozdrav z moje strani. Ja, v bistvu super, ena taka istočnica. Jaz sem recimo že začela kot študentka, to pomeni direkt iz faksa, odprla svoje podjetje in takrat je recimo sama zakonodaja omogočala, da si bil in študent in podjetnik. Tega recimo zdaj niti ni več sploh mogoče, kar pomeni, da recimo so bile tudi neke stvari, ki bi jih lahko mogoče ponovno uvedli v državi, da bi še res bolj spodbujali recimo to podjetništvo pri mladih. Zdaj recimo z moje strani, ko gledam na Slovenijo kot tako, pa če bi se jaz rodila 150 km bolj severno, jaz ne rabim 150 km bolj severno, jaz sem čist pri meji skoraj rojena, tako da bi to že bilo tak, ne vem, kakšna druga država. Ampak recimo moja mama se je odločila, da živi, mogoče sem rekla, ko sem razmišljala o tem, kaj naj podelim, moja mama se je odločila in se preselila v Avstrijo, tam tudi živi, tam se je upokojila in hodi v Slovenijo na dopust. Jaz pa v bistvu ful z veseljem, no, bom rekla zaenkrat, še vedno živim v Sloveniji, delam v Sloveniji. Mi imamo, bom rekla, take nevredne stranke, ki so tu v bistvu podjetniki, podjetja v Sloveniji, ki v bistvu razvijajo, inovirajo, rastejo. In bom jaz rekla, da še vedno dejansko Slovenija je država za podjetništvo, bila pa še vedno boljša. Ta del v bistvu koliko boljša, na kak način, no, jaz vidim, da recimo za mene bi bilo ful lažje, če bi bilo neko bolj predvidljivo okolje, če ne samo zakonodaja, ampak tudi recimo z našega vidika, da bi se lahko veliko več ukvarjali mogoče z nekimi samimi projekti, kot pa z birokracijo. To bi meni bilo top, pa v bistvu res tak, tisto, ko greš na boljše. No. Hvala. Andraž? Hvala. Ja, zelo dobro vprašanje. Podobno kot Kristina sem se jaz tudi v bistvu s podjetništvom pravzaprav srečal že pri 17-18 letih in od takrat pa vse do zdaj se nekako borim recimo temu in nekako izoblikujem kot podjetnik. Tako da kot samo, če me vprašal, kakšne so pogoji v Sloveniji, mislim, da za začeti neko podjetništvo niso najslabši, ker mislim, da kot podjetnik v bistvu moraš narediti neke korake pa neke ovire prestopati, ker te to v bistvu gradi, kar je zelo ključno. In si zaradi tega potem boljša oseba, si močnejša oseba, si bolj pozitiven, nauči se, da nikoli ne smeš odnehati. Tako da lahko sigurno ni nam nobenemu podjetniku, vsi, ki so štartali z nule, so to prehodili, eni verjetno malo težje, en malo lažjo pot. Ampak mene je to všeč, tako da če bi mene nekdo vprašal, ne bi nikoli tega bi vedno ponovil in ne bi hotel nikakršnokoli drugače delovati, kakor delujem. Hvala. Tako da nimam želje iti iz Slovenije. Hvala. En lep pozdrav še z moje strani. Ja, tudi jaz kot predhodnika sem se lotila v bistvu podjetništva kar hitro po faksu in se takrat čist vrgla v to in niti nisem razmišljala, kakšni so pogoji in kaj Slovenija ponuja. Ampak sem šla sam za tistim, dajmo delati to, kar mi je všeč, kar imam rada. Zdaj pa, če danes gledam, se mi zdi, da
pogoji danes za mlade podjetniki so dobri, ker imamo ful nekih inkubatorjev, ful nekih organizacij, ful podcast scena v Sloveniji na tem področju zelo močna, res veliko enih informacij in znanja lahko dobiš. Jaz mislim, da bolj problem nastane, ko začne podjetje enkrat rasti, ko se začne soočati z iskanjem pravega kadra, z birokracijo in stvarmi, od katerih smo se danes pogovarjali. Tako da za začetek pa se mi zdi pač Slovenija zelo fajn država, no. Hvala. Prvi Tomaž, zdaj imamo danes dva Tomaža. Najprej Tomaž Lah. Hvala za besedo in za vprašanje. Ja, zdaj z mojega vidika, pa verjetno za večino podjetnikov, tukaj to že veste, za mlade pa jaz gledam na Slovenijo tako. Slovenija je odlična država za podjetnike, odlična država za sprobati, začeti eno idejo razvijati. Zakaj? Zato, ker je odličen inkubator. Mi proizvajamo naravne sokove, brezalkoholne pijače in če bi mi začeli tole v Nemčiji delati ali pa ne vem, v Ameriki ali pa kjerkoli drugje, bi bili na radarju vseh multinacionalk v roku 2 mesecev. Tako pa nismo bili 10 let. In smo v bistvu potem Slovenijo, pa v bistvu ta krog okoli Slovenije znali izkoristiti, se postali malo močnejši, malo bolj prisotni na trgu, znanja, kompetence smo si pridobili, tudi finančna sredstva in zdaj postajamo globalni igralci. Drugače nam ta veliki tega ne bi dovolili. Druga stvar, ki jo opažam, je to, da Slovenija smo ljudje, a ne? In v bistvu kot ljudje, Slovenci smo prijazni do podjetništva. Zelo spodbujamo podjetništvo, spodbujamo inovativnost, spodbujamo v bistvu dobre ideje in tudi spodbujamo uspešne, kljub tisti pregovorni nevoščljivosti, ampak generalno gledano jo. Tudi država se meni ne zdi toliko problematična z vidika tega, v kakšni situaciji zdaj živimo, z vidika zakonodaje, z vidika delovne zakonodaje, malo z vidika davkov. Se mi zdi, da ta glavni problem, ki ga jaz imam iz državo, je to, da nikoli ne vem, kaj so jutri spomnili in ali nas bojo, ne vem, resetirali še enkrat, ne, ali nas bojo postavili na križ, ali nas bojo izgnali. To je edini problem, ki ga jaz iz države imam in s temi raznimi populističnimi ukrepi. Upam pa, da pač toliko tisočletij Slovenci kot narod ne preživeli, če ne bi na koncu pa vsem bili dosti pametni, da bi v bistvu prebivalstvo obrnilo ta voz v pravo smer in sem optimist. Hvala. Hvala. Nina, ti si kratek čas podjetnica, ja, kar, izvolite. Ja. Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz bi mogoče to izpostavila kot ostali predhodniki, sem tudi jaz zelo, mislim, direktno po faksu sem se lotila podjetništva, takrat sem tudi bila izbrana v oddaji Štartaj Slovenija, tako da mogoče nisem izkusila tega prvega šoka, če lahko tako rečem, ampak smo pa mlado podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo in smo predvsem soočeni z veliko birokracije, ki je večkrat nepotrebna in nam v bistvu jemlje energijo, ki bi jo drugače lahko namenili za razvoj in širjenje pač drugih bolj pomembnih stvari. Tako da na tem področju bi si jaz najbolj želela, da bi naredili en korak naprej in v bistvu si poenostavljali stvari, ne pa komplicirali in še v bistvu dodatno neko birokracijo nalagali. Drugače, kot bi rekla, okolje za podjetništvo v Sloveniji je vzpodbudno, ampak predvsem bi mogli še tisti končen korak narediti. To pomeni, veliko imamo enih subvencij, veliko imamo enih priložnosti, ampak zelo težko je pa realizirati to, oziroma se velikokrat govori o tem, kaj vse imamo na voljo ali pa kaj vse bi lahko naredili, na koncu pa tistega finiša pa ni. Tako da mogoče tukaj na tem segmentu, da bi se še kaj naredili. Hvala. Hvala, Nina. Damjan. Ja, pozdravljeni. Zdaj, jaz sem itak malo nekaj vmes tukaj. Nisem lih mladi podjetnik slovenski. Si pa mladosten. Sem pa v Sloveniji že kakšno stvar naredil, pa tudi v tujini kakšno stvar naredil. Tako da, zdaj, kar se neke primerjave tiče, bi jaz rekel, v nekih evropskih merilih Slovenija ne moramo reči, da je boljša ali pa slabša od kakšne, ne vem, od širšega evropskega trga. No. Vsaj jaz tako ne vidim. Še najbolj bi se lahko oprl na Tomaža prvega, ki je nekako
izpostavil to, kar bi tudi jaz izpostavil, to je, da država, največ, kar država lahko naredi, to, da ne naredi nič v bistvu. Da nekako pravila ostajajo takšna, kot so, čim dlje časa in se čim manj spreminjajo, ker v nasprotnem primeru tudi zdaj pred kratkim malo berem in videvam, da se spet marsikaj birokracija spet spreminja in to povzroča probleme marsikomu. Drugače pa bi jaz rekel, da načeloma je pa slovensko okolje za začeti neko podjetje, za začetek čisto solidno. No. Hvala. In pa še Tomaž Bizjak. Ja, lep pozdrav še strani Tomaža številka 2. Jaz v bistvu naše podjetje je visokotehnološko podjetje, ki izhaja iz Kemijskega inštituta. Nekako približno 10 leti sem že vedel, da v Sloveniji je izjemen potencial, kar se inovacij in raziskav tiče, nikakor pa ne uspemo tega nekako oplemenititi, spraviti v kapital in izkoristiti za dobro tudi naše države. Jaz iz lastne izkušnje povem, da kot podporno okolje Slovenijo delim na dva dela. Se pravi, eno so si te politike in nekaj, kar je kot infrastruktura, drugo so seveda ljudje v različnih inkubatorjih in za slednje moram priznati, da so nas podpirali in danes smo tu tudi zaradi njih. Po drugi strani imamo pa neke politike, neke okvire, zaradi česar nam je bilo izjemno težko in še vedno je. Dan konkreten primer, ko smo izbirali investicijo, nekako Nemci so kar ocenili, da prihajamo iz neke koruptivne države in da smo preveč rizični sploh za investicijo v naše podjetje. Mi na to nismo lih pristali, gradili smo odnos več kot pol leta in na koncu so se odločili, da tudi naredijo prvo investicijo izven Nemčije in to je bilo v naše podjetje. In ravno taki dosežki nekako me opominjajo, da je vredno ostati v Sloveniji in se truditi. Ne vemo, ali bomo na koncu uspeli in bili veliko podjetje, ali pa bomo pač zaključili in bomo vsaj po domače padli za domovino, ker smo se pač trudili nekaj dokazati, da je mogoče. Ja, ali bi želel biti 150 km severno, raje bi izbral Anglijo, ker tam sem se izobraževal, res mi je bliže ta anglosaški način, ki bolj priznava podjetništvo in dosežke posameznika, kot pa nekje v Sloveniji, kar smo do sedaj živeli. Ampak ja, dovolj dobri pogoji, da ostajamo in nekako orjemo ledino. Hvala. Zdaj živimo v časih, kar smo že danes slišali, ko se zdi, da so zares mogoče le še višji davki, pa energetske, politične, finančne, zdravstvene krize, visoke obrestne mere in vse drugo. Zdaj izzivam Tomaža Bizjaka, Nastjo in Andraža. Kako vi gledate na to, kako se odzivate na te neke nove realnosti, kak je vaš recept? Kar Andraž lahko ti gleda na to situacijo. Ja, v bistvu prej sem pozabil nekaj dodati, in da v bistvu, ko začneš podjetno pot, je v redu, potem pa pač, ko se pa malo zrasteš, kako rekla Nastja, pa vidiš, da je kar ena birokracija. In zdaj, če se navežem na to, je pravzaprav, se mi zdi, nas vse malo skrbi, ker bolj ka ne, tako kar sta rekla Tomaž pa Damjan, da bi rad sam delal. In ja, jaz bi rad tudi sam delal, pa služil, pa vedel, koliko bom davka plačal, pa kaj moram narediti. Ne pa, da se v bistvu relativno kar dosti časa svojega ukvarjam s tem, kjer je nove regulacije, prepise, kaj prihaja. In ti enostavno jemlje nepotrebno energijo pa čas. Namesto, da bi enostavno usmeril svoj čas v business development. To je moj pogled. Hvala. Nastja? Ja, jaz se v bistvu tukaj kar strinjam. Pač jaz vem, kaj se dogaja, ampak se nekako skušam neke stvari, ki se tičejo pač našega podjetja, pa prepustiti drugemu podjetju in se sama fokusiram predvsem pač na razvoj biznisa, na razvoj zaposlenih, na rast podjetja in se mogoče včasih kar malo zakrijem, kaj se v resnici dogaja, ampak se mi zdi, da včasih to tudi fajn zaradi tega, ker pač, ko ne vem točno, kaj vse je trenutno aktualno, potem lažje razvijam pač svoje podjetje, pa svoje ideje, zaradi tega, ker ne vpliva tisti zunanji dejavniki, ki bi me mogoče malo prestrašili, pač na razvoj stvari. Tako da, ja, jaz se tukaj bom.
Tomaž? Se bom. Ja, kar. Ja, v bistvu iz enega vidika vse te spremembe svetovno gledano so recimo nam na našem področju odprle trg. Predtem ni bilo toliko investicij v neke, bom rekel, premike proti tej zeleni trajnostni prihodnosti, če tako poimenujemo. Po drugi strani pa imamo te dejavnike znotraj države, ki vsekakor ne grejo v najbolj pozitivno smer. Konkretno vsi smo zdaj seznanjeni že s temi časovnicami, merjenjem časa in tako naprej. Do ene mire je to zabavno in se malo posmejiš, do druge mire pa ti opaziš, da s tem neposredno vplivajo na kulturo, ki jo želiš oblikovati v podjetju. Jaz vem, da sem si osebno zadal, da želimo imeti neko kulturo, da zaupamo posameznikom, da prevzamejo nekako odgovornost za svoja dejanja in jim prepuščamo njihovo lastno organizacijo časa, kot želijo. In zdaj pa dobimo nek diktat, na kakšen način moramo vse postrojiti in s tem ne morem graditi kulture, kot sem si jo jaz zamislil in bi bila lahko zelo pozitivna. Tako da to je nekako moj pogled na te spremembe. Zdaj vsi zaposlujete mlade ljudi. Kaj ugotavljate? Danes smo že videli, da je bil kar velik poziv, da moramo narediti nekaj na izobraževalnem sistemu. Kaj vi ugotavljate, mladi, ki zaposlujete mlade, kakšne ljudi izobražujemo, kaj prihaja na trg v vaša podjetja? Kako to doživljate? Tukaj izzivam zdaj Damjana pa Kristino. Kaj vidva vidite, če se imajo zaposleni morda premalo, morda česa preveč? Meni se včasih zdi, da pridejo z relativno malo znanja, pa z velikimi pričakovanji, z veliko željo po hitrem napredovanju, pa z zelo malo odgovornosti. Kako vi to doživljate? Vprašanje zdaj, če je to seveda vse kriv izobraževalni sistem. Damjan? Ja, zdaj situacija trenutno je itak zelo različna, kot je bila še nekaj let nazaj, kar se tiče trga dela. Mene je zelo zabavno gledati, če kdaj prežgem, naprimer, kakšno to večerno oddajo, 24 ur in podobne, in potem pride kakšen politik, ki je zadolžen za delo in te zadeve, in nekako se sliši tako, kot da še vedno živimo v 90-ih. Treba je poskrbeti za službe in kot da živimo v času, ko manjka služb. Danes manjka delavcev, ne služb. In to se potem odraža tudi na pričakovanjih in tudi na v bistvu pogajalski moči teh ljudi, ki pridajo na razgovore. Danes je zelo težko dobiti kadre, predvsem jaz vem za svoje področje. Zdaj mogoče dvomim, da je na kakšnem drugem področju bistveno boljša situacija. Ampak, kar se pa tiče, mislim, da je bilo delno vprašanje tudi glede izobrazbe. Seveda, izobraževalnega sistema kot takega. Jaz, kar se tiče firm, ki sem jih imel, se pravi tehnološke, zdaj pustimo te, recimo turizem in to, ker nekako to ne igra toliko vloge, vsaj za večino zaposlenih, ampak jaz nikoli nisem, ko se je zaposlovalo programerje, ko se je zaposlovalo kadre, jaz nikoli nisem v bistvu dajal nobene teže na formalno izobrazbo. Ker jaz nisem v svojem življenju opazil nobene korelacije med sposobnostjo pa formalno izobrazbo, ki je nekdo ima. Saj razumem, da je, če želiš biti zdravnik, je situacija drugačna, ampak nekako v programerski branži je waste of time. Mogoče ni glih popularno to slišati, ampak jaz bom to rekel. Hvala. Kristina, kako je pri tebi? Kaj ugotavljaš? Ja, jaz imam pa 3 male otroke. Pa pol malo bolj si pozor na to, kak je ta v bistvu naš šolski sistem in si včasih mislim, kaj vse se sploh morajo oni učiti, že v osnovni šoli, kaj šele potem kasneje. In jaz mislim, da sam šolski, v bistvu, cel izobraževalni sistem sploh ne sledi temu, v bistvu, kaj se gospodarstvo želi, kakšne so potrebe trga. Zdaj imam kar nekaj, bom rekla, takih prijateljc, ko so recimo iz šolstva, in ko njih malo vprašaš, oni reče, Kristina, vse pripravimo, sam tam na drugi strani pač nobene posluša. Kljub temu, da smo mi strokovnjaki na svojem področju, da mi izobražujemo otroke, na drugi strani ni nikogar, da bi pa recimo tudi učitelje poslušali. Tako da tule vse bi moglo v bistvu iti z roko v roke. Po drugi strani pa jaz mislim, da smo tudi starši malo krivi.
malo po mojem krno, zaradi tega, ker pač vsi otroci imajo zdaj na dosegu ful stvari. Niso pripravljeni nič počakati. Oni bi radi zdaj, takoj včeraj, jaz ne čakal, ne vem, da bom čez 1 leto ali pa 2 leti direktor ali pa karkoli. Oni živijo v čist drugem svetu, ko mi, in oni tudi potem, ko pride dejansko v službo, nimajo tistega potrpljenja. Nimajo več potrpljenja, ne rabijo se sploh ne več dokazovati, zaradi tega, ker jim je itak lepo šlo. No. In jaz mislim, da mladi sploh nimajo tiste, recimo, želje, lakote, da bi sploh pokazali, da hočejo nekaj več narediti. No. Pač bom rekla, malo mlajših v generaciji, da si to želi. No. To pa mogoče še to, recimo, kar opažam, da večkrat ne pustimo mogoče mlajše generacije, da tudi kaj fejla oziroma da pade in s tem pridobi recimo neke izkušnje. Tako, no, včasih moramo jim pustiti proste roke vsem, pa lepa bo, kar bo, no. Čisto. To tudi sam zaznavam, ja, ker lepo, da ploskate, ampak radite mi sekunde, imam dosti vprašanj, pa precej sogovornikov, ampak hvala lepa v njihovem imenu. To, kar praviš, Kristina, tudi sam ugotavljam, ko se pogovarjam s podjetniki, pravijo, nek starejši podjetnik mi je dejal, da enostavno več niti ne govori istega jezika skupaj z mladimi, ki prihajajo v firmo. Na srečo je to tako rešil, da ima še sina in sinu gre to malo bolje, tako da sta si firmo razdelila na starejšo pa mlajšo gardo. On ima te svoje prvoborce, on pa mlajše. Zdaj, to je kar vprašanje mogoče za Tomaža Laha, pa Nino, vidva sta generacijsko najbolj vsak na svojem bregu. Me zanima, kako vidva to rešujete v vajinih firmah, kako z vajine perspektive vključevati mlade v posel in pri tem upati, da bodo motivirani, pa mogoče ostali pri vama vsaj 5 let. Je to sploh še mogoče pričakovati od mladih, ki pričakujejo ves čas neko novo doživetje? Ja, jaz drugače gledam na to, ker jaz sem začela v bistvu moj posel, tako da je babica nabirala rože in je ona mene v bistvu uvedla v to zeliščarstvo in iz tega je pol ratala ne glih zeliščarstvo, ampak kemijska proizvodnja, tako da nekako se mi zdi, da je predvsem manjka jim tega spoštovanja in tudi v bistvu mi velikrat povabimo tudi na razne tele dneve odprtih vrat, pa šolarje, ki so v bistvu na praksi. In en primer je letos poleta, so prišli 3 fantje in po 2 urah dela so že iskali, kam se bojo usedeli, kaj bojo jedli. Imamo pa punce, ki imajo po 3 otroke, 40 let so stare, pa so kapajkci zraven skakale, pa enostavno se mi zdi ta samoiniciativa, pa v bistvu, tako kot pravijo, ta TikTok generacija, ki mora biti vse na hiter, takoj, ki pridejo, mislijo, da bojo že kar vodja izmene, vodja proizvodnje, da bojo oni dirigirali, kako bojo stvari potekale in jim je zelo težko razložiti, da kaj nekam pride, začneš pri pomivanju posode, ne pa pri vodenju proizvodnje, tako da tukaj se mi zdi to največja težava pri vključevanju mladih v podjetništvo ali pa v samo delo, ko nekdo pride v naše podjetje. Verjetno lažemo ves čas otrokom, ne že od malega, uči se pa boš direktor, ne, in potem, ko končajo šolo, pričakujejo, da bodo direktorji, ne. Tomaž, kako je pri tebi? Ja, če me sprašujete, kako je z mlado generacijo, tako kot jaz vidim mlado generacijo oziroma generacijo, ki zdaj prihaja k nam v podjetje ali pa v bistvu v podjetja, jaz mislim, da so, jaz jih ne zaznavam kot sem slišal danes, ne. Jaz jih zaznavam kot ambiciozne, kot želijo iti naprej. Slovenija je odlična država za izobraževanje strokovnjakov, a ne, in seveda te ljudje, ki prihajajo, znajo. In želijo rast, želijo karierno rast in v bistvu so neočakani. Jaz mislim, da edina, tako kot je zaznavam to generacijo, je neočakanost. Zdaj pa mogoče sem že jaz prestar, ker v bistvu jaz tudi, ko sem štartal podjetje, je bilo, vsak teden je bilo kaj novega, ne da sem čakal zdaj 2 let za to, da sem na enem delovnem mestu dokazal in potem mogoče šel naprej. Tako da tukaj mislim, da si moramo tudi mi čistega vina naliti. Ja, mislim, kaj več težko rečem. Čestitke tvoji kadrovski službi, očitno ti izbirajo dobre kadre. Ja, absolutno, absolutno. Tudi podjetje je dobro, tako da je ta brand v redu. Kar se tiče pa mogoče, če gledamo
otroke, svoje otroke ali pa otroke solastnikov, je pa tudi čutiti en velik interes, seveda ne pri 16 letih, ne pri 12 letih, ki bi vsi bili sam direktorji pa nič delali, ne? Ampak po 20 letih začne to zoreti in vidijo eno veliko priložnost v tem, da jaz tukaj sem optimist, no. Zdaj pa se ne želim ponavljati, da sem narejen optimist, ampak se mi zdi, da se z mladimi kadri da delati. Super, to želimo danes slišati, optimizem. Tomaž, tvoje podjetje je startup leta 2023, zdaj vemo, da v Sloveniji več startupom spodleti kot v nekaterih drugih državah, kjer namenjajo večji fokus zagonskim podjetniškim zgodbam. Kako pomembni so startupi za Slovenijo? Kaj ti misliš? Ja, zdaj ta informacija dejansko drži, je pa seveda ne bi rad priznaval, da imamo večje možnosti, da propademo kot kje v tujini. Tega se zavedajo tudi recimo naši investitorji, ki so nekako nakazovali že njihove države kot države za naše podjetje, za nadaljno rast. Dejstvo je, da Slovenija se mora še precej naučiti, ampak raje bi videl, da bi se učili na primerih, ki že delujejo, kot na nekih novih praksah, ki je potem mednarodna sfera niti ne razume. Veste, iz Anglije, na Cambridgeu sem študiral, magistriral recimo in tam imajo 5500 podjetij na SME-jev, ki ustvarjajo 20 milijard dolarjev letnega prometa. Jaz sem prepričan, da iz Slovenije smo vsaj desetino tega zmožni nekako pridobiti, če sam bolj izkoriščamo ta prostor visokih tehnologij in javno-raziskovalnih organizacij. Tako da iz tega vidika nikakor niso možnosti v Sloveniji za naš tip podjetja tiste, ki bi povečale možnost za preživetje. Bi si pa želel seveda, da se to v prihodnosti spreobrne. Mi jasno vedno povemo, kaj nas moti, nikjer pa ni tiste akcije, da bi karkoli izboljšali. Kristina, zdaj k tebi podjetniki prihajajo in trkajo na vrata, zlasti takrat, ko iščejo sredstva iz razpisov. Kako pa je po tvojem mnenju generalno s pridobivanjem kapitala za mlade podjetnike, ki so na začetku poti? Kaj ugotavljaš na terenu? Si vendarle v dnevnem stiku tudi z mladimi, ki so na začetku? Največkrat se zdi v Sloveniji, da je kapitala na voljo takrat dovolj šele, ko ga več zares ne potrebuješ. Ja, se to sem hotel tudi dodati, ja. Dejansko recimo vsaka država se pač odloči, v katero smer bo vlagala. V Sloveniji je to industrija, oziroma industrija pa to so že obstoječa podjetja. Recimo na Hrvaškem, v Avstriji so se dogovorili, da tudi en dobršen del sredstev gre v startupe in imajo zelo razvita, bom rekla, sistem sofinanciranja zagonskih podjetij, ki ga v Sloveniji mogoče se je, ampak je ful premaleno. Zdaj dobro je to, da v Sloveniji veliko podjetij propade, ampak po drugi strani, če pa država ne spodbuja mogoče z določenimi sredstvi, pač jih niti ne more toliko spet, oziroma niti jih ne more, recimo niti se ne bojo podjetniki odločili, da sploh odprejo podjetja. Če primerjam recimo vse 3 trge, lahko rečem, da konkretno Avstrija da za startup podjetja $500 milijona, če imaš dobro recimo inovativno idejo. V Sloveniji dobiš 70 tisoč evrov v 3 letih. In če zdaj recimo to primerjamo, na Hrvaškem dobiš za eno leto okrog 150 tisoč evrov zagonskega kapitala. Ampak to so dejansko usmeritve države, kam si pač oni želijo usmerjati sama sredstva. Zdaj, mogoče še to, ni vse tako črno-belo, pa da se ne da nobiti, če so podjetja visokotehnološka, če imajo res neke inovativne ideje, je sredstev denarja dovolj, ali je to zdaj strani Evropske komisije, ali je to strani recimo naše države. Mi tudi opažamo, da mlada podjetja v Sloveniji se ne odločajo za nek tvegan kapital. Recimo, ker v drugih državah je to nek normalni vir financiranja začetkov podjetja. Pri nas pa tudi, če reče Slovenski podjetniški sklad, polovico ti dam zraven, pa polovico si dobiš enega investitorja, v 3 letih ne vem, če je bil počrpan niti polovica sredstev. Zaradi tega, ker reče, jaz hočem vse sam imeti, jaz ne bom dal, recimo v večini primerov, ne pri vseh, in sredstva tveganega kapitala dejansko, recimo konkretno v Sloveniji, ostaje še nerazporejena.
zaradi tega, ker mogoče tudi ta miselnost pri mladih podjetnikih še ni tako dozorela. No, to. Večina sredstev je pa namenjenih takrat, ko jih ne rabiš, le jih boš zihar dobil. Torej moramo narediti tudi sami še premik v glavi. Super. Tomaž Lah, ti smo že slišali, lastnik uspešnega podjetja, tvoje sokove pijemo po vsej Evropi, pa verjetno še marsikje drugje zjutraj na zajtrkih. Imaš tudi super zaposlene, smo slišali. Veliko se pa ukvarjaš tudi s startupi, zlasti v Kamniku, ne? Si tudi podpornik te scene. Kaj misliš, kaj bi morali narediti, da bi bili nek player na tej startupovski sceni globalno? Kaj bi morali narediti, da bi bili recimo Estonija, ki je to uspelo? Imamo še to en mikrofon, ni problema. Sej bo. Dobro. Ja, v Kamniku smo se tega tako lotili, če se navežem na sogovornico prej. Jaz moram reči, da v javne razpise oziroma v podjetniški sklad oziroma v državno spodbujanje podjetnikov ne verjamem. Meni se to zdi, da delamo en socializem iz podjetništva, iz startupov, iz vse te scene. V Kamniku smo se tega tako lotili, da kljub temu seveda, da so se podjetniki prijavljali na sklade in tudi kakšni dober, kakšna sredstva, ampak mi smo verjeli, da edino podjetniki, se pravi podjetniški klub Kamnik, ustanovili smo sklad tveganja kapitala, takrat smo rekli, mi bomo investirali v semenski kapital za ta podjetja in smo v bistvu začeli se oglaševati malo v tem smislu, da smo razna podjetja vabili, da so se nam prišla predstavljati in smo v bistvu na ta način začeli temeljiti seveda na Kickstarter pospeševalniku, katerega mislim, da je tle tudi gost, Matjaž Juh je bil nekako oče tega Kickstarterja in smo v bistvu te podjetnike začeli prvič vabiti na predstavitve in tudi podprli na koncu. In to se meni zdi edina prava pot, ki lahko kaj prinese, ker namreč jaz tudi lahko začnem jamrati, da mi denarja manjka. Seveda mi ga manjka, jaz bi tudi rabil 10 milijonov za to, da bi lahko, ne vem, še Azijo pokril od danes do jutra, ne. Ampak to ni bistvo podjetniška, tudi v bistvu Slovenija se mi zdi, da še ni Anglija v tem pogledu, da bi bila res velika sredstva na voljo in velike prebojne ideje na različnih področjih, ne. Na kakšnih nišah pa je. In moja izkušnja, seveda iz Kamnika, je, da so to zelo uspešna podjetja, tudi mednarodno začela rasti, tudi kakšna prebojna ideja se temu spodbudi, ampak država ne da roke stran, a ne, zato ker pač podjetnik, en sklad tveganega kapitala, en sklad, ki investira v startupe, veliko bolj ve in veliko bolj zna voditi te svoje investicije in tudi omogočiti širše znanje, širše kompetence tem podjetnikom. Torej, če povzamem, država naj nam da mir in bomo uredili. Ja, najboljš, ne? Ja. Najboljš. Je pa to zelo povezano tudi s šolstvom. Zdaj, izobraževanja v tujini so neprimerno bolj fokusirana v to smer, boljša in tukaj v Sloveniji, kot sem že prej rekel, znamo zelo dobro izobraževati strokovnjake, manj pa podjetnike. Hvala. Damjan, zdaj, ko tebe srečamo ali pa vidimo, najprej pomislimo na kripto, čeravno že dolgo to več ni središče tvojega posla ali pa življenja, si tudi v drugih poslih. Kaj bi se moralo zgoditi, da bi si Damjan urejal svoje bivališče v Kranju ali pa v Ljubljani, pa ne v Dubaju? Jaz bi sam, če lahko Mimogrede, zamudili smo tudi priložnost, da bi na prejšnjo temo navežem. Ja, lahko. Moje mnenje je, da tako, kot je že pred mano rekel, v Sloveniji je po mojem mnenju velik problem to, da je praktično neobstoječ nek kapitalski trg. Ni trga ne za delniškega, ni neobvezniškega trga, niti startup skladov tveganega kapitala. No, nekaj jih je, ne? Nekaj je, ampak ta scena je praktično neobstoječa. Ne? In rezultat tega je, da imajo Slovenci, ne vem, ali 20 ali 40, koliko milijard imajo Slovenci na bančnih računih. 20, mislim, da, ne vem. No, 27 milijard na bančnih računih, namesto da bi bil ta denar v nekem sistemu, kjer bi financiral neke stvari. Ne? To je problem velik. Se pravi, veliko denarja Slovenci imajo, ki leži na bančnih računih, namesto da bi bil produktiven.
Ampak to ni razlog, da se ti bolj fokusiraš v Dubaji in da... Ne, to je samo, hotel sem že prej uskočiti, pa nisem. Zdaj, naslednje vprašanje je pa kaj, zakaj bi se moglo zgoditi, da bi jaz... Ja, da ne bi bežal iz Slovenije, no? V tem trenutku ne vem, če karkoli, ne vem, kaj bi se lahko, ker jaz zdaj nisem nekdo, ki bi bežal iz Slovenije, ampak enostavno, ko enkrat greš malo naokrog, je težko v bistvu full time priti nazaj, no. Vse je super, vse lepo, sploh čez poletje, ampak zima je pa težka. Ne, mislim, malo se šalim, ampak... Vreme moramo spremeniti. Koliko si, ne vem, sploh, če živiš v nekem večjem mestu, potem tudi, če si v Ljubljani, da ne govorimo o Kranju zdaj, ali pa ne vem, še vedno, jaz vem, ko sem živel v Ljubljani, če greš v nedeljo zvečer ven, želiš, ne vem, samomor narediti, to je depresija. Ni nikjer nikoga, restauracije so zaprte, megla je, mokro je po cesti, ne vem, to je... Mislim, to je opis realnega stanja, no, v nedeljo zvečer v Ljubljani, jaz tega, ko se enkrat tega odvadiš, je težko nazaj na to. Razumemo. Ne vem, neke davčne, ljudje večkrat namigujejo, mislijo, da sem jaz v bistvu, ja, v štartu itak greš, oziroma vsaj pri meni je bilo tako, zaradi nekih davčnih ugodnosti, ja, ne, po drugih državah. Ampak v tem trenutku bi bilo zame ista situacija, tudi če bi jaz živel v Sloveniji. Ker itak jaz dohodnine ne rabim plačevati, ker nimam plača, nimam nobenega dohodka in vse jaz tudi v Sloveniji ne bi plačal, osebno. Moje firme že plačajo, tega ljudje ne razumejo. Jaz plačujem ogromno davkov, ampak moje firme plačajo davke, ne jaz osebno. Jasno. Super, hvala za iskrenost. Nina, razvijate izdelke, ki so naravni, ki so okolju prijazni, pomagate spreminjati svet na bolje. Koliko vas frustrira mnenje nekaterih politikov, vidnih politikov, ki pravijo, da smo podjetniki kapitalisti, tajkuni, izkoriščevalci zaposlenih in okolja? Vas to prestraši kot mlado podjetnico? Mogoče dejstvo, da ko sem jaz začela s podjetništvom, pa sem kam prišla, pa sem me vprašala, s čim se pa ukvarjaš, sem rekla, v proizvodnji delam, tako nisem ti hotela povedati, da imam podjetje, ker se mi je zdelo, da so včasih vsi gledali na to, kot da je to v bistvu, da ni to služba, no. Zdaj pa v vseh teh letih, ko se pa ukvarjam s podjetništvom, pa ko imam svojo proizvodnjo, pa vem, da je to mislim, da je veliko dela, da je veliko truda in zdaj s ponosom povem, da sem podjetnica in da imam svoje podjetje, tako da ne, mene to dejstvo ne prestraši in ker vem, da sem tukaj, kjer sem s svojim trdim delom in sem na to res ponosna. Super. Takšnih podjetnic in podjetnikov mladih si želimo. Andraž, ti si se iz vrhunskega športnika prelevil v vrhunskega podjetnika, iz športa si navajen, da je potrebno vse izmeriti. Prej je že Tomaž omenjal, da pa po novem moramo, ker po uredbi vlade, meriti minute na mesto rezultatov. Kako se na to odzivate v tvojem podjetju s tvojimi zaposlenimi, se pogovarjate o tem, kaj pravijo zaposleni? Dela. Prvo, ne vem, če sem bil vrhunski športnik, bil sem pa kar priden. Ja, dobro vprašanje. Mi delamo v bistvu za farmacijo in je znotraj farmacije samo po sebi že tako vse regulirano zelo. Jaz iskreno sploh nisem vedel, da se je ta zadeva uvedla in sem prvič slišal znotraj grupe, ki imamo v SBC mladih, je nekdo napisal. In potem je, če se ne motim, Matjaž takoj dal tudi rešitev, kako se lahko to reši. In smo zelo kmalu zatem to naredili, implementirali v firmo. Jaz osebno se s tem nisem ukvarjal, ampak sem dal sodelavki in je pač to naredila, ne. Drugače pa iz vidika, kakor smo se že prej pogovarjali, z vidika razvoja podjetja, se zelo dostikrat se nam je zdaj, odkar imamo firmo, pa lepo rast beležimo, dogaja, da se nam skozi nekaj pri nekih administrativnih zadevah zatika. Delamo z JAZMP-jem, delamo z Ministrstvom za zdravje, delamo s carino dost in ne vem, imamo dovoljenje za delo s prepovedanimi drogami, čisto tak banalni primer. 30 dni je, da imajo, da odgovorijo, ko daš vlogo. Mi smo po 112 dneh so našo vlogo odprli. S tem, da so jo odprli na tak način, da sem jaz poznal od prijatelja, mamico, bla, 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 ne. Tako da to so take neke stvari, ki pol kot podjetnik ti niso všeč in bi bilo fajn, da bi bile bolj urejene, ne? Da se ne ukvarjaš s takimi stvarmi, ampak
dejansko je pa tako stanje, kakršno je. Ne? In zdaj kot podjetniki, mi kot mladi, se mi zdi, da se moramo predvsem ukvarjati s tem, da razvijamo svoje podjetja in se pač prilagajaš okolju. Vsekakor bi bilo pa mnogo lažje, če nekaterih birokracij ne bi bilo. Ne? In to naši SBC starejši člani in JOC zadnje čase zelo poudarja in to jaz mislim, da je za naše strani SBC mladih zelo dobrodošlo. Nastja, ti si iz neke spontane ideje ustvarila blagovno znamko in podjetje, ki jo vsi poznamo po zdravi prehrani in kozmetiki. Si tudi glavni obraz tega podjetja, verjetno tudi zaradi tega uspešno, ker si se postavila zelo transparentno vsem na pediestal. Kako je pa to tvoje medijsko izpostavljanje, zelo intenzivno medijsko izpostavljanje vplivalo na odnose z okolico? Ne? Kako se je spreminjal odnos okolice do tebe? Kako te gledajo zdaj v domači vasi, ko prideš kot velika Nastja domov? Ja, jaz moram povedati, zdaj na začetku mi z Andrejo, z mojo najboljšo prijateljico, smo začeli podjetje 10 let nazaj in takrat je moja mami nama posodila 7500 € in mi nismo imeli na začetku denarja za oglaševanje, ampak smo se pač mogli znajti. In takrat je bila najna ideja, da se ti izpostav na socialnih omrežjih, na dogodkih in sem podansko jaz pač skozi sebe promovirala našo blagovno znamko. In moram reči, da se je to v 10 letih izkazalo kot ful dobra odločitev zaradi tega, ker smo na tak način zgradila bazo ful zvestih strank, ki se vračajo, ker imajo pač občutek oziroma te na nek način poznajo in se zaradi tega rade vračajo k tebi. Se tudi mi vemo, da če poznaš zgodbo podjetja, si bolj čustveno vpet zraven, si bolj zvesta stranka. Ne? In jaz mislim, da je bila to takrat čisto spontana, ampak ful dobra odločitev, ena boljših. Bi pa rekla, ja, da vsekakor medijska izpostavljenost prenese pač prednosti in slabosti. Jaz moram vseeno reči, da je veliko več prednosti in dobrih stvari. Pogosto se zgodi, da me pač ostavijo pač v trgovino, kjerkoli sem pač že, pa reče, si ti malinca, mislim, ampak vedno pač zelo dobro, zelo pozitivno in vedno je meni potem znak, ok, naš marketing res dobro deluje, ljudje me prepoznajo. Je pa spet tista druga strana, ne, ko dobiš neke kakšne zavisne poglede ali pa negativne komentarje na spletu, ampak moram reči, da v teh 10 letih sem imela tako trdo kožo, da mi to ne pride do živega, oziroma da je mogoče še bolj dodatno neka motivacija, da dokažem pa, da res lahko to naredim. Hvala lepa, zdaj pa še nadaljujem s tradicijo mojih predhodnikov. Seveda me zanima tudi, kakšno Slovenijo si želijo mladi slovenski ali pa mladostni slovenski podjetniki leta 2030. Kaj bi naredili, če bi bili vsaj en mandat glavni svetovalec predsednika vlade za podjetništvo? Pa bi vas zelo poslušal, ne samo prvo leto, pa bomo začeli pri tebi, Tomaž. Par predlogov, prej smo tudi govorili. Prva bi definitivno bila ta decentralizacija, ker takoj, mislim, ne nazadnje piše v ustavi, da bi morali imeti pokrajine, država zagotoviti resurse, se pravi nekaj tega proračuna, kar ne vemo kam včasih gre, da se dejansko vrne na lokalne, regionalne nivoje, ker ne nazadnje tudi podjetnik potem vidi, kam so šli ti davki v tisto njegovo okolje, kjer živi. Druga stvar je seveda, jaz bi želel nekako, da postanemo še malo bolj agresivni v internacionalizaciji, ampak naj država ve, kakšna je vloga in bom rekel tako, jaz ne potrebujem neke pomoči za management podjetja, to bom jaz sam opravljal. Je pa kakšen drug pogoj, ki ga lahko ustvarijo. In ja, ne nazadnje, ker je Damjan prej lepo prodal Dubaj, bi si tudi želel potem kakšne restauracije v nedeljo odprte, tako da to naj bo 20-30, trgovine tudi, no. Ja. Hvala lepa. Hvala. Damjan? Ja, trgovine v nedeljo odprte. To bi bil moj prvi predlog. Jaz sem včeraj prišel v Slovenijo in še do zdaj nisem jedel, na primer. Ampak se ne hecam, res. Se strinjamo, verjetno marsikdo se s tabo strinja. Ampak se mi zgodi, da kdaj pridem v Slovenijo in je 3 dni praznik. Ja. Mi imamo radi praznike. Ja. Iz nekih drugih časov. Prvič te funkcije ne bi nikoli sprejel, to je tak. Ampak zdaj hipotetično. Nisem toliko v tej sceni podjetniški startup, da bi znal neke konkretne stvari. Jaz bi se še zmeraj fokusiral na to, kar sem prej rekel. Probal bi verjetno pušati naprej nek trg in tveganega kapitala in nasplošno kapitalski trg, ker se mi zdi, da je to manjkajoči člen v Sloveniji, kot sem rekel. Se tu ta predlog s trgovinami je čisto v redu. Kaj? Kupimo ta predlog s trgovinami.
Je v redu? okej, pa bi lahko nehal že. Ja. Preveč sem naredil za to državo že. Hvala. Nina? Kar zaploskate, dovoljeno. Jaz bi si pa predvsem želela, da v bistvu bi bilo manj birokracije za nas proizvodna podjetja, nasplošno tudi za celoten ta sistem, v katerem delujemo in mogoče tudi to, da se bi transparentno bolj porabljali, kar mi damo v državno blaginjo, ne. To pomeni, da bi, kot smo že prej slišali, bile bruto neto plače bolj ugodne za tiste, ki dejansko delo upravljajo in da bi država vseeno malo gledala na to, tako kot moramo mi vsakodnevno, koliko porabljamo pa koliko dobimo noter v samo podjetje, ne. To pomeni cash flow, ali kako bi se že temu lahko rekli. Hvala. Tomaž? Ja, jaz prav velikega upanja nimam, ne. Nisem mlad podjetnik, sem mladosten zgleda, tako da imam že nekaj izkušenj s to državo. Resno pa nasvet bi bil, naj naredijo šolstvo plačljivo, za Slovence seveda z vavčerji, ostalo pa privatizirajo. To se mi zdi, da je ta najbolj pomemben ukrep, če hočemo iz Slovenije kaj narediti. Hvala. Ja, v bistvu vse že povedano, mogoče bi dodala še dve stvari. Ena je vsekakor ta, da se mislim, da se še mora kaj narediti na pač neki enakopravnosti, glede na spol, starost, vero, spolno usmerjenost. Tukaj še opažam razlike, ko pač delam z ljudmi, pa s podjetniki. Druga stvar pa se mi zdi, da en od mojih ciljev je ustvarjati sanjske službe za naše zaposlene oziroma sodelavce. In se mi zdi, da če posvečamo čas temu, da se ukvarjamo z ljudmi, da jih izobražujemo na osebnem, pač na službenem področju, da vlagamo čas v njih, da je to ful dober izplen potem zaradi tega, ker se to zelo pozna na rezultatih. Saj pri nas je bil tak primer, da ko smo začeli to delati na tak način, je podjetje začelo ful rastiti. In jaz mislim, da na tem bi se lahko več v podjetjih delalo. Ja, jaz imam en kup enih idej, tako da ni dovolj časa, da bi vse povedal. Je pa sigurno ena stvar, ki bi rad izpostavil, je pa, da ni odgovoren samo na podjetnikih, ampak tudi na uradnih osebah. Jaz bi isto rekla manj birokracije, pa da bi dejansko slovenska podjetja ali pa inovatorji postavljali trende, ne pa bili sledljivci. Hvala lepa, moji sogovorniki, bili ste čudoviti, dajte jim en velik aplavz. Če sem vas preomejeval, zdaj se dajmo duška. Hvala pa tudi vam za pozornost in zdaj veliki finale z Jocom. Hvala lepa. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.